Pozdravljeni vsi skupaj, tisti, ki nas ne poznate, sva Tim in Tomaž. Danes imamo dva zanimiva predavanja. Najprej bo Tim povedal svojo izkušnjo, kaj vse dela. Mi dva smo se pred kratkim spoznala, koliko časa se poznava Tim, kakšen let, pa pol? 3 leta. Ja, no, tisto, ko smo se po Facebooku pogovarjali, Ajde, to še ne moreš reči. tako. Tako en let, kar so se prvič videli, kar so se videla. No, in so se nekako ujela in so rekla, jaz sem ti ta seminar, tvoje predavanje predlagal že pred enim letom, ne? Da si malo rabo, da... Pa sem jaz pač bil v povojih, pa je trajal. Tako da, zdaj se pa odločil, smo pa rekli, bomo pa naredili en takle seminarček, tako da bom kar tebi Tim dal besedo. Jaz sam tehnikalije, kavica, voda je prišla, tako da si jo lahko vzamete ali pa gospodu Kelnarju rečete. Je danes brezplačno, tako da smo organizirali. Tomaž, zasedi svoje mesto. Ti dam besedo. En lep pozdrav, hvala, ker ste se prijavili na ta čudovit. A vidve tam vidite? Tam vprašam. Hvala, ker ste se prijavili na ta čudovit seminar. V glavnem, enih par stvari. Najbrž veste že v napovedniku, da sem Tim, star sem 27 let. Imam redko bolezen Alpertov sindrom, imam starejšega brata in mamo in očeta še, ki me pri stvareh, ki jih bom danes govoril, prvi podpirajo. V glavnem, za ta sindrom je značilno, da so zraščene prste in noge in glava je bila operirana in v telo so mi ustavili celko, da izteka likovarjeva tekočina. Eden na 200.000 se rodi, pri nam jih je trenutno, kar jaz vem, 9 otrok. Poznamo vseh 9, ne vem, če se še kaj kakšen rodil. In to. Ja, moja, kako bi temu rekel, otroštvo je bilo zelo težko in sicer do 18. leta sem preživel kar nekaj mesecev v bolnici in imel več kot 15 operacij, kar se vidi tudi na rokah in na mojem telesu. V vrtec sem hodil na Prule, v normalen vrtec, ker je gospa Branka rekla, da pač iz tega fanta bo nekaj ratal, so starši rekli, mi bomo iz tega fanta naredili človeka tako, kot gre. 2 razreda osnovne šole sem hodil na Prule, čisto navadno osnovno šolo, potem sem pa začel hoditi v bivši Zujin in v zdajšnji Cirius Kamnik. Tam sem uspešno zaključil srednjo računalniško šolo, tam sem zaključil tudi 2 izpita, slovenščina in zaključni predmet izdelava spletnih strani z odliko. Že v šoli sem bil zelo talentiran, pri likovnem pouku smo hodili na razne tabore, na razne izlete, ker smo dobivali različne nagrade in pri kiparstvu in pri ostalih stvareh. V delovni terapiji, ker smo imeli tudi delovno terapijo, sem ustvarjal tudi z risanjem na svilo. To mi še danes pomaga pri mojih risarskih delih, ki jih lahko vidite zadaj. Potem je pa prišlo obdobje srednje šole,
smo pa vmes dobili eno fajn zadevo, in sicer Radio Študent je imel nek projekt, ne vem pojma kakšen evropski projekt, kjer so iskali šolo, pač ki bi se prilagodila in naredila šolski radio. No, v tistem obdobju sem jaz in moja ekipca pol leta se vsak ponedeljek popoldne od 4 do 8 dobivali, zato da so nam povedali, kaj vse te funkcije, ki vidite na sliki, pomenijo. Izobrazili so nas, da lahko jaz in moji kolegi normalno vodimo šolski radio. In to je bil radio, ki je deloval zjutraj, pred šolo pol ure, med odmorom 45 minut in po šoli 1 uro. Zelo vesel sem bil, da so me v osnovni šoli že talentirali in vzpodbujali, da hodim na plavanje. V sklopu športne vzgoje smo imeli vsak teden 2 ure prej v Kranju, zdaj v šolskem bazenu trening. Zelo dober sem tudi se po svetu fotografiji, zelo rad fotografiram. Ni mi škoda fotografij, ni mi škoda fotoaparata, ko rečem na servisu, pač, da je nekaj treba popraviti. Popravim in to je to. Pač zamenite del, ker je to potrošni material. Je pa res, da sva z delovno terapevtko zelo dobro tudi pekla, ker smo imeli pečico in smo pekali škote, razne peciva in tako dalje. Potem je pa prišlo obdobje po radiju, obdobje zgodbe, kjer sta Ana Duša in Špela Frlic vodila cel proces od začetka do nastopanja, tako jaz danes pred vami stojim. Vmes smo se srečali z Goranom, kjer je v tem obdobju, ko smo mi se izobraževali, delal v Kulturnem domu Kamnik, in na njega sem zelo ponosen, zato ker me je naučil postaviti enostavno ozvočenje. To pomeni, da pridem na neko prireditev in postavim zvočnike, štekam v mešalko in to pač kabel za mikrofon in to mora delati. Aja, me vsi slišite dobro? Dobro. Igor je pa prišel v mojo zgodbo tako, da smo pač enkrat ob Ljubljanci sva posnela njihove zgodbarije, ko sta tudi Ana in Špela in ostali pripovedovalci pripovedovali zgodbe, in to je pomenilo, da sva posnela material prenesla na računalnik in zmontirala fajn video, ki se ga vidi na YouTube. Na tej povezavi vidite mojo zgodbo in če kliknete, pač napisati morate na YouTube Tim Bučar. In tam vidite mojo zgodbo. In zraven je tudi pač ta profil, kjer piše pač o temu projektu, in tam gor kliknete in potem je tudi video o teh zgodbah, ki sem jih snimil. Pol je bil pa eno obdobje, ko sem zaključil šolanje, pa sem delal v pravični trgovini Tri muhe, kar mi je dala zelo dobro izkušnjo. Tam nisem prodajal, tako da tisti, ki je hodil tja, meni pač ni mogel zaslediti, sem pa limo goran etikete, in vmes, ko sem delal etikete, sem bil ful ferčen, kaj so te različni
katalogi in med drugim je bil tudi katalog za usposabljanje za amaterske igralce. Je bil pa problem, da jaz nisem pasel v to fokusno skupino, zato ker so bili za bolj delavnice za tujce. Sam jaz sem pač jim napisal mail in so mene tudi sprejeli. Zdaj žal se je skupina razšla, ker so nekateri šli v tujino, nekateri nimajo časa, nekateri pač smo zaposleni s takimi in drugačnimi stvarmi. To je ta predstava, ki smo jo na koncu naredili, Razširjeni čoln. Na kratko povedano govori o tem, da človek poseka drevo, človek poseka vsa drevesa, kar jih vidite na tej sliki, in potem človek nasmeti otok in potem se zgodi to, da pač človek na koncu ne je več, pač ker ni dreves, in potem vse živali pridejo na ta otok in so začudene in jih potem pač sestavljajo iz različnih smeti ta splav in grejo, in na koncu je bistvo, da živali in človek ponovno posežejo potem, da se drevesa posadijo. Prostovoljstvo me že spremlja od leta 2013, takrat, ko sem tudi zaključil srednjo šolo, sem prostovoljec po duši, tako da karkoli lahko tudi prostovoljno naredim, ni vse v denarju. Potem je pa prišlo leto 2013, ko sem po uspešnem šolanju se vpisal na Zavod za zaposlovanje in 5 svetovalk za meno, brez problema. Vmes je šel čas in je ratal pol leta, pač tega pol leta, da nisem jaz imel kaj za delati, in na zavodu me še danes niso vprašali, kakšno imam izobrazbo, pa kakšno šolo sem naredil, pa tudi te diplome zaključne ni bilo treba prinesti. Pa je bil pa program Projektno učenje za mlajše odrasle, kjer ga podpira Zavod za zaposlovanje, izvaja ga pa takrat ga je Zavod Bob, zdaj ga ne vem, kdo izvaja. In to je program, ki te naučijo delati ali priti do službe ali dokončati šolo. No, mene so kar nekaj stvari naučili, recimo palačinke sem se učil na projektu Mreža Mlada ulica, kjer smo ozaveščali mlade na javnih površinah, da ne smejo razmetavati in da ne smejo za sabo puščati smeti. In potem sem jaz na eni točki rekel, palačinke mladi jejo. Pol je recept v redu, pol se imamo fajn. Zakaj jaz ne bi probal palačinke spraviti v posel? In pol sem rekel, sposodil si bom tale žar, ki so ga imeli, pa bom prvo peko probal. To je bil en rojsten dan, še danes ga imam pred očmi, kako se je to vse začelo. Bila je ena sobota, glih po tej akciji smo bili, malo sem ga zamudil, ker sem popoldne malo zaspal, priznam, tudi jaz kdaj kam zamudim, ampak danes nisem. V glavnem, začel se je potem s peko palačink. Ugotovil sem, da imamo doma en super žar, zamenjati je bilo treba samo noge, da je bila dosti dobra višina, in tako sem se začel mrežati. Druga stvar je bila košnja trave. Projekt
mladi hišni prijatelji so v savskem naselju imeli na Šerkovi pač košnjo trave. In ko so oni zaključili ta projekt, sem jaz prišel na idejo. Jaz ne rabim od njih denarja, jaz rabim od teh stanovalcev samo odpadni papir. Zato, da lahko ga odpeljam na Dinos in si iz tem, kar ga prodam na Dinosu, kupam za bencin, za kakšen servis, ostane mi še za kakšno malce. In tako sem začel tudi s košnjo trave. Pol je pa prišel moje življenje Fairfall. To je bil pa en program, ki ga je izvajal Cene Štupar. To je javni zavod, ki ima različne delavnice in različne stvari. Ob tem se naj navežem nazaj, da PUM in Fairfall smo dobili potne stroške in plačane aktivnost, da smo tam sedeli. To je bilo nekih 200 €, ko pa se jaz spomnim. In šolanje je bilo ful zabavno in v času tega programa sem jaz rekel, pa čakaj, zakaj bi mogel jaz na črn delati, če imamo v Sloveniji take in drugačne sisteme in SP-je in DO-je in zavode, in sem se odločil, da konec leta na mojo pobudo doma odpremo zavod. V redu. Na to idejo mi je pač prišepnil Tomaž Stritar, ki je vodil tudi Fairfall. Takrat sem bil navaden šolar, bil sem računalničar, bil sem nekdo, ki bi lahko delal, če bi imel srečo tudi na informatiki na Ministrstvu za pravosodje, pa so pač se finance prekrižale tisto obdobje. Zato sem rekel, lej, super priložnost, če hočem priti do denarja, ustanovim pač nek subjekt, da gre gor denar in da lahko brez slabe vesti grem zvečer spat. Zato, da pač kakšen ne potrka na vrata pa reče, kako ste to služili in tako dalje. Vmes sem začel tudi plavati, hoditi na fizioterapijo. Veliko v življenju sem prekolesaril, tudi vsak dan kolesarem. Redno tedensko treniram pri gospe Jani Čander, ki je profesionalka na področju invalidov, te pač nas je od 8 do 10 v skupini, ampak za vsakega najde vaje in principe, kako stvar narediti. Pol sem se pa srečal z gospodom Primožem Kočarjem, pač, zakaj rečem gospod, zato ker pač je moj prijatelj in ga spoštujem do te mere, da me je povabil, da lahko hodim k njemu na različne delavnice z minimalnim prispevkom. Zanj sem zelo ponosen, ker me je še iz Boba, iz enega projekta, dal kontakt, rekel, da lahko pridem in da se kaj naučim. Na tem mestu malo reklame zanj, če kdo hoče priti, ga lahko kontaktira na številko 031 311 225 ali kočar@gmail.com. Delamo različne vaje. Delamo tudi vaje, da za recimo ožilje, za srce, za protimigreni. Jaz sem navdušen nad tem stvarmi. Hodimo enkrat na mesec na Dunaj se izobraževati gospodu Gerhardu Webru. Glavno, osnovna dejavnost je pač taka, kak je. To vam lepo piše. Druga socialna varstva brez nadomestitve za starejše in invalidne osebe.
vendar dokler ne najdem primernega prostora, da lahko jaz izvajam delavnice, pač ne bom mogel tega delati. Zdaj pa na hiter, s čim se ukvarjam? Logistika s triciklom. To vam na kratko razložim. Vi imate v domačem kavču laptop in naročite recimo v teh trgovinah, ki so to go, za jesti. Vi mene pokličete, rečete, Tim, jaz bi pa, ne vem, ti pa meni prines fasengo in jaz vam prinesem fasengo, zmenimo se še prej za ceno in tako vam jaz potem stavim račun in to je to. Potem peke palačink na dogodkih, to sem že prej povedal, da jih je ogromno. Delam tudi tako, da recimo šola meni zbira papir, jaz pa njim pečem palačinke, zato ker nisem tak človek, da ne bi za nagrado delal. Zbiram časopis za stvari, ki jih delam, ki so tle naštete, da se lahko servisiram, da lahko hodim na fizioterapijo, plavanje, evritmijo, da lahko hodim na terapevtsko surfanje, da lahko hodim na evritmijo v Lucijo in da lahko dejansko tukaj sedim, ne stojim in predavam ven. Košnja trave se je zdaj toliko razvila, da v različnih četrtnih skupnosti sem njihov podizvajalci in kosim travo, oni so zadovoljni, jaz dobim plačilo in to je rešeno. Po novem imam tudi svoj smoothie bike, ki je inovativen način. To pomeni, vi imate eno gručo otrok in namesto da bi sladkarije, pa ne vem, tortice za rojsten dan si nabavili, pokličete mene, se pripeljem z tovornim kolesom, pripeljem zraven smoothie bike in na to se pač tam sestaviti. To je navaden kolo, ki ima gor blender in s tem blenderjem potem miksam smutije. Je od 2 leti naprej, ker sem ga tako prilagodil. Potem imam peko kostanja, to pomeni, da pridem na prireditev, pri peki kostanja rabljam elektriko in plin, zato ker prvič elektrika poganja motorček, da se vrti. Zelo rad vrtnarim, izdelujem unikatne koledarje, ki jih lahko na koncu tega predavanja si ogledate v zadnji in če si kdo želi, naročite in mi bomo vam to poslali in se dogovorimo, kako je glede plačila. Izdelujemo tudi novoletne voščilnice. Takole izgleda recimo peka zunaj in peka znotraj. Tole je eden od kolesarskih zajtrkov, kjer me je povabila Ljubljanska kolesarska mreža. Tole je moj smoothie, če si predstavljate. Tole sem pa jaz, kralj časopisnega papirja. To je ena slikca, ki je bilo ful papirja na dinosu, pa sem se pač malo slikal, ker mi je bilo ful všeč. Opa, pardon, jaz se opravičujem. Takole izgleda peka kostanja, zadaj vidite tovorno kolo, ki je namenjeno za odvoz papirja,
za prevoz različnih stvari, manjših do 10 kg, 15, za razvoz stvari v hladilnih torbah, za prevoz za peko palačink, za prevoz peko kostanja in v zadnji vidite, da je tudi reklama gor, če ima v podjetje, me lahko tudi podpre s tem, da na moj kolo nalimamo reklamo, mi poskrbimo za to, da je reklama gor in tisk, vi pa poskrbite za to, da je račun plačan. Sodelujem tudi na različnih razstavah, to je ena izmed teh razstav, tudi sam sem bil del te razstave in tudi zavod je sodeloval, soorganizator razstave. Izdelujemo tudi novoletne voščilance, sodelujem tudi na projektu z babico in dedkom. Organizirali smo že šahovski krožek, ker sem v osnovni šoli zelo rad igral šah in ker sem po tem, ko me niso zbrali, da grem na tekmovanje, potegnil surlo in od tistega trenutka nisem več hodil na šah in sem ženski zameril. In potem je učiteljica mati klicala in vprašala, zakaj pa vaš sine ne hodi več na šah? Pa je sladko in kratko govorila, zato ker ga niste povabili na šahovsko tekmovanje. V srednji šoli, v domskem delu sem hodil vseh 5 let na šah, bil včasno tudi dober, odvisno od mojega trenerja, na katero mesto me je dal, zato ker se gre med šah tako, da imaš 3 šahovnice in slabši, najslabši pa boljši igrajo. In enkrat so me dali pač na najslabšega in sem pač vse zmagal, jaz ne morem pomagati. Je bil pa med domski šahovski turnir. Izdelujem koledarje, najraje imam tega, to fotografijo, zato ker uživam v surfanju. Eden od projektov je bil tudi jagode. Jaz imam zelo rad jagode in pač odločili smo se, da mojo pobudo posadim 100 jagod. To je bilo tako, je en moj friend, smo se nekaj pogovarjali, pa je rekel, da bo naročil jagode. Pa sem mu jaz rekel, da jih še meni 100 naroč, ni problema, plačam. In ti jagode so takole rasle, pač toliko velike, kakor so na sliki. Ampak en let niso bile take, en let so bile take, krogalce od čičerike, če veste, kakšne so. Ja, ugotovitev je bila taka, da nismo dovolj zalivali, a ne? Pa da ni bilo dovolj časa, da bi se vozili na najeto površino. Ja, pač nismo imeli vsi časa. No, pač hočem reči, drugo leto je bila slika drugačna in sicer so jagode takole zrasle, bilo je tudi več dežja in smo lahko mirno samo hodili poberat in to je to. Potem sem bil tudi aktivist, da bo socialna in solidarnostna ekonomija leto. Po celi Sloveniji sem pobiral podpise in za nagrado sem šel za 3 dni v Bruselj. Takole se je začela moja pot z dostavanjem kosil, ker nisem poznal še ljubljanske kolesarske mreže, ki smo s projektom pred Evropsko hišo začeli sodelovati med tednom mobilnosti in sicer 3 dni sem pekel palačinke, en dan sem
delu smutije. Skupnost Rudnik festival igrajo se z mano, Fužina Tlon, Velikanček, Sonček, Center in zadnje Kralji ulice. Zakaj sem napisal Kralji ulice? Zato, ker so Kralji ulice društvo, ki se ukvarja z ljudmi iz ceste. In zakaj pečem tam palačinke? Zato, ker so oni tudi ljudje. In lahko si privoščim, da enkrat na teden pečem brezplačne in z mojimi sestavinami palačinke. Prišli smo pa na Kralje ulice tako, da sem jim jaz napisal mail, jaz sem Tim, pečem palačinke, a bi mi kaj sodelovali. In potem Žan, ki je urednik Kralje ulice, mi je kontaktiral, vmes smo navezali tudi z Staro Robo Novo Raba, smo jim let papir za smuti delali, da sem ga lahko kupil, in tako smo potem prišli na palačinke in zdaj včeraj sem začel spet po novem letu peč in zdaj bom dokler imam jaz čas pekel palačinke za Kralje ulice, ker meni ni problem tam eno uro pa pol, 50-60 palačink razdeliti, ker oni so tudi sami ljudje. V zavodu sem trenutno prostovoljc, kar sem tudi tukaj prostovoljc. Zamisel je bila, da bi se februarja zaposlil, sam naša birokracija v Sloveniji je taka, da bomo malo počakali še. Tako da zaposlil se bom letos najbrž, ali pa drug let, ali pa čez 5 let. Ne vem, meni je vse, kdaj se bom zaposlil, dokler imam varno točko doma. To je najbolj pomembno. Zelo ponosen sem na moje poslovne partnerje. Kdo je moj poslovni partner? Tomaž, hvala, ker si me povabil, hvala, ker si pozitivno me navdušil nad tvojim delom in ker si mi postavil spletno stran. Vsi, ker še ne veste, imamo spletno stran zog.si, vsi morate danes videti, kaj je to. Potem Jan Valušnik, SP, on je moj fizioterapeut, ki dela z mano to, kar dela, razmiguje. Potem so Društvo Vesele nogice, ki mi omogočajo, da znižajo ceno za terapije. Potem je Zera Marketing, ki skrbi za tiskovino in za vse stvari, ki se gibajo okoli tiska in koledarjev in kulijev in teh stvari. Potem je Teja oblikovalka, potem je največji moj poslovni partner Dinos, ker z njim največ sodelujem, sem vsak teden vsaj, če je dosti materijala, 10krat na teden tam. Proga DOO, to je naš kolega, ki nam posodi kolega Bine, ki nam posodi kombi za večjo količino, da jo odpeljemo. Potem se je pa dotaknil še te stvari, zeliščni vrt Majnike, to je pa še ena zgodba. Odzadaj si lahko pogledate njihove artikle, kupite in z njimi mene podprete pri mojem delovanju. To je Katja Temnik, na sliki sem sicer jaz, pa odzadaj ekipa. Ona se je odločila, da zelišči začne delati. Ta slika je nastala lansko leto, ko smo polet 5 dni sem bil pri njih in smo okopavali, pa pleli meto, pa meliso. Sem šel pa že v teh 3 letih, kar jo poznam, zelo dobro poslovno sodelujeva. Jaz ti pomagam po Ljubljani voziti kalčke, pomagam mi dostavljati zeliščno sol, čaje,
pa pridem mi pomagati, recimo lansko let smo posadili 10.000 sadik, kar je bilo v 2 dneh to posajen 10 rok, pa smo zmagali. Klej smo pač upleli, potem smo dali sušiti v sušilnico, zelo vesela bo bila, če boste prišli na njen zeliščni vrt pred hodnim dogovorom obiskat. Je pa trenutno na sejmu Alpe Adria, tako da, če bo kdo tam, je to njena sol, ki jo imate odzadaj, njen zeliščni čaj. In za konec ste, drago občinstvo, hvala, ker ste prišli v takem velikem številu in zdržali z mano do konca. Jaz sem zelo vesel, zelo ponosen in pač eno tako neumestno vprašanje. Ima kdo na tej točki kakšno vprašanje? Čestitke. Hvala. Še danes je možnost ogledati še koledar, odkupiti moja risarska, avtorska dela, ki so na ogled, ter nakup čaja in zeliščne soli. Toliko zaenkrat, hvala vsem. Na tej točki bi pa sam rekel, če ima kdo slučajno kakšen kontakt iz bilo katerega dela Slovenije, da me povabijo na tako predavanje, z veseljem pridem in odpredavam. Hvala.